Včeraj je bila predstavitev ene knjige dr. Kristjana Muska, oziroma dveh knjig, jaz vas zelo opozarjam. Naslov je Siva knjiga o osnovni šoli v Republiki Sloveniji in bajke in povesti o devetletki. Vi veste, da se je namreč prenova slovenskega šolstva z eno knjigo, bila temeljna knjiga, ki se imala Bela. Siva knjiga, pa vam že pove, zakaj se gre. Kristjan Muk je med drugim tudi član strokovnega sveta Republike Slovenije. Tukaj noter imate vse dokumentirano, zaključek se je pa takole. Znanje naših šolarjev danes v glavnem zaostaja za vrstniki iz razvitih držav. Devetletka daje manj znanja, kljub enemu letu več šole kot stari program. Pismenost naših šolarjev pada, tako kot njihova sposobnost kritičnega razmišljanja. Veselje naših šolarjev do šole je po njeni prenovi strmoglavila, našim 13-letnikom pa je šola bolj v breme kot vrstnikom v katerikoli drugi evropski državi. Že to vam moram povedati, da je alarmantno. Seveda je bilo pa včeraj tudi rečeno, da je to samo en vidik. Kako je pa z vzgojnim vidikom? Namreč jasno je bilo rečeno, in to tudi mislim, da je vsakому od vas jasno, da samo znanje, pa še ne bo kakorkoli veliko, in tisto, ko se reče, bo že tudi razum, mu vse povedal, kako je prav, da to nič ne velja. Da se da z razumom in znanjem početi seveda tudi najhujše etične grehe in prekrške. To se pravi vrednote vzgoja. Jaz bom zdaj tako, ker imam malo časa, kakor tam pri nas v psihiatriji, kjer sem jaz lahko seveda v 30 letih gledal, kaj se dogaja, kakor mi to postopamo. Najprej seveda stanje. Če vi pogledate, poslušate na svoje oči ali pa poslušate strokovnjake, od zdravnikov, pediatrov, pa če hočete psihiatrov, socialnih delavcev, pedagoge in tako naprej, vsi so zaskrbljeni nad tem, kaj se dogaja. Z našo mladino to ne pomeni za vse, ampak vendarle odstotkovno vidiš, da se pojav polno negativnih stvari pri teh mladih. Da ne bom šel, pa bom številke vam podal, od kriminalitete do vseh mogočih duševnih problemov, zasvojenosti in tako naprej. Torej, stanje je zaskrbljujoče. Vi vidite, da tudi teh osnovnih, ali pa vedno več vidite, da teh osnovnih, včasih smo nekaj sekundarnih vrednot, nimajo več, kot je olikano vedenje, kot je spoštovanje, recimo, hvaležnost in tako naprej. Psihologi ugotavljajo, da so tudi čustva vedno bolj plitva pri teh mladostnikih in tako naprej. Divja, tisti plitva, vedno manjše število tistih finih čustv je, ne da čutijo več tistega, kar se recimo pojme, ko so bili nekoč strah, spoštovanje in tako naprej. Jaz v tem zdaj ne bom. Torej, tudi kar se teh glavnih, kardinalnih vrednot tiče, se dogaja nekaj takega, kot to je iz strokovne literature, dajo primere z podlasnico. Namreč, če sem jaz prav poučen, jajca v gnezdu zvotli posesa ven in tisti ptič niti ne opazi, da so tista jajca votle in mrtva. In tako imamo mi tudi te pojme, kot je recimo strpnost, vsak bo rekel, pa sej, ni kriza vrednot, se govorimo o strpnosti. Ja, ampak to je čist neka druga vrsta strpnosti, ki jo vzemamo. Včasih je bila strpnost na osnovi ljubezni, odpuščanje, vse tiste krščanske. Danes je pa ta strpnost, ki se danes širi, je ena ravnodušnost, brezbrižnost. V tem smislu ti pusti, da jaz počnem, kar hočem, jaz pa tebe pustim, kar hočeš, samo da in tako naprej. Torej, ena popolnoma druga psihološka. In tako gre, sami veste, in svoboda in vse te pojme, ki se danes. Torej, upravičeno govorimo res o krizi vrednot. Zakaj tako? Druga korak, ki ga mi naredimo, je diagnoza. In po vsem tem, kar mi danes vidimo, je diagnoza jasna, da slovenska družba etično ne zgori, ampak enostavno nazaduje.
vzrok, tretja stvar, ki je v takem, je mnogoter, med seboj prepleten. Jaz bom samo nekaj takih, ki jih mi vidimo kot še enkrat. Najprej je ta splošni trend evropske in zahodne civilizacije in kulture, to je ta etični in moralni subjektivizem. To se pravi, vsak ima neko svojo, nobenih temeljnih in obče vrednot ni, vsak se lahko svoje življenje piše, vse stili življenja so enako vredni in tako naprej. Rezultat tega je, da danes pa več ne vemo, mi v psihiatriji več ne vemo, kaj je normalno, niti v smislu duševnega zdravja, niti v etičnem pomenu, kaj je normalno, kaj je nenormalno in tako naprej. Tako kot na drugih področjih, več ne vemo niti, kaj je lepo, kaj je grdo in tako naprej. Naravno. Ja, tako smo to daleč prišli, ta relativizem in subjektivizem, ki je tukaj. Potem mi moramo videti, da v slovenski skupini, v slovenski družbi so relativno močne nekatere subkulturne skupine. Čisto svojske skupine, ki pa imajo veliko, ali se same politično organizirajo, ali imajo veliko politično podporo, ideološko podporo, imajo na svoji strani cele, če hočete, filozofske in ne vem kakšne skupine, ki zagovarjajo in tako naprej. In ti oznanjajo, torej ta na eni strani čisto patološki individualizem, narcizem, ljubezen do samega sebe, materializem in tako naprej, ali pa ene čisto, če hočete, posebne oblike življenja in vrednotenja, ki smo jih imeli še 50 ali pa let nazaj, še za bolestne, ampak ker smo zdaj pa tudi ta pojem že tako spremenili, da ni več normalno, kaj je normalno, lahko te skupine danes, seveda, in ker imajo tudi možnosti medije, širijo svoje nazore in vrednote in tako naprej, do neskončnosti. Potem seveda so tukaj mediji, ki so velik, moram kar reči, velik povzročitelj enega etičnega in kulturnega vandalizma v slovenski družbi. Potem so tukaj tako imenovani samooklicani advokati otrok. To je cela vrsta, če jih vidite, ki se branijo otroke. Na vse mogoče načine. Namreč in ti ljudje, to so tudi psihologi, pa ne vem kaj še vse, vodijo enostavno do celotnega, če hočete, pootročenja slovenske družbe. To besedno do pootročenja. Namreč v slovenski družbi počasi prevladuje miselnost, da otroštvo več ni priprava na odraslost. Ampak, in s tem seveda, tako je bilo vedno. Ampak, je to zdaj otroštvo nekaj imenitnega, samo po sebi vrednega in s tem seveda tudi izginjajo vse tiste značilnosti pri ljudeh, ki so bile nekoč značilnosti odraslega človeka. Posledica je tega, če malo ironično rečem, da smo mi priča enemu trendu iz, če bi strokovno rekel, iz infantilnosti naravnost v senilnost. Mestno obdobje odraslosti in zrelosti je to besedno izginja. Se vidite, študirajo več tam da šli vsi v penzijo in tako naprej. Torej, to je ena zadeva. In potem seveda je tukaj še 200, da ne bom to naprej. Potem je seveda tukaj kot velik razlog tega, tako rečeno, etičnega nazadovanja je seveda upadanje verskega mišljenja in čustvovanja. Naslednjič, jaz vem, da imam čisto mero, hitro končal. Naslednjič, seveda, ko mi to ugotovimo, vzroke, diagnozo in tako naprej, je terapija. Kaj narediti? Ja, zdaj seveda, preden mi se za terapijo odločimo, moramo nekaj sploh prepoznati kot bolezni. In to je danes en velik problem. To jaz lahko tukaj eno zgodbo, ali pa prispodobo, ki je Bernard Russell dal v svoji knjigi Zgodovina zahodne filozofije. On to razpravlja ravno o tem. Če imate vi neko širjenje kuge, potem seveda je vsakemu med nami jasno, da treba nekaj narediti.
da je to nevarno in zahtevamo od zdravstva, da se tukaj nekaj stori. Tudi sami bomo nekaj storili proti temu. Če pa vi to, kar se danes dogaja v slovenski družbi, ne prepoznate kot bolestno, ampak mislite, da je to napredno, da je to razvoj človeka in družbe, potem seveda se tega tudi ne bomo lotili. In bomo vedno našli ene, ki bodo trdili, da to ni tako, da to ni vznemirjajoče in podobno. Dobro, če se pa že lotimo, je pa ta glavni problem, in to je eden glavnih problemov pri vzgoji danes v Sloveniji. Do tod smo si lahko še približno enaki, da je treba nekaj narediti. Problem je pa, kako te vrednote, za katere mislimo, da so potrebne za posameznika in družbo, kako jih usidrati v mlade ljudi. Torej, navidezno je to en problem, ker praktično ne upoštevamo več tiste kulturne tradicije, kaj je to bilo in kako se je to zgodilo. Torej, tukaj vemo, če pregledamo celotno zgodovino pedagogike, pa ne samo evropske, potem mi danes pravzaprav je popolnoma jasno in sploh ne more biti več en problem, kako se to naredi. Da ne bomo začeli spet odkrivati. Žal pa moram reči, da večina slovenskih pedagogov tudi to ne ve. Čeprav imamo mi od Aristotela naprej, ko je rekel, dobrega pianista ne naredi klavir, on je drug instrument rekel, ampak vaja kot eno sredstvo, da se usidra v pa vzori, pa to, pa ono, skratka, vse je to znano. Jaz včasih dobim v roke slovenske knjige, slovenskih avtorjev, v teh raznih revijah po prvi svetovni vojni, med prvo in drugo svetovno vojno. Da se samo čudim, kaj je bilo že na slovenskem povedano. In lahko mi verjamete, da so slovenska šolniki in tudi drugi zgodovini večinoma tega sploh ne vedo. No, in zdaj bom jaz končal. Ne bom zdaj se prav vse, kako se to zasidra, začel predavanje tle. Jaz mislim, da je stanje alarmantno, da bo, če zdaj ne bomo uspeli, bomo čez 10 let še toliko teže uspeli stvari spremeniti, ker ne bomo imeli več človeka, na katerega bomo lahko računali. Skratka, dve reči se mi zdi danes potrebno reči. Na eni strani bi bilo treba danes dvigniti glas, se temu odločno zoperstaviti. Jaz imam občutek, da se tukaj premalo dogaja, da smo nekako resignirali, da puško v koruzo vrgli, da je seveda tudi težko dvigniti glas enemu, dveh, treh, ker je tega iz vseh strani toliko bombardiran, da ti ne moš proti širok krog dvigniti glas. In, kot rečeno, v demokratični družbi je treba seveda tudi oddati glas tisti politični stranki, ki ima v svojem programu vrednote posebej zapisano, ne samo dobičke in ne vem kakšne tehnološke napredke. Hvala lepa.